Z napetimi finalnimi nastopi se je v Grajskem parku pod Blejskim gradom zaključil že drugi mednarodni turnir v historičnem lokostrelstvu. Edina tovrstna prireditev v Sloveniji, ki je letos privabila rekordnih 130 lokostrelcev iz 12 držav. Od 15. do 18. maja so tekmovalci v pristnih zgodovinskih oblačilih merili v historične in tridimenzionalne tarče. Dve slikoviti prizorišči, Grajski park pod Blejskim gradom in gozdnat teren ob Savi na Bohinjski Beli. Petra Vukotiča, predsednika Lokostrelskega društva Palček Bled, smo našli na prizorišču tekmovanja. Tukaj smo v parkurju na Bohinjski Beli, Vačica je pa ta lokalen ime, Ledinsk. Postavljamo 3D tarče raznih teh gozdnih stvorov, kakor vidite v zadju so troli, nek so tudi zmaji, potem so pa živali, tako so v naravi, srnaki, gamsi, lisice. Ta stališče je v bistvu s tem 3D tarčem pokrit. Letos je bilo med najstarejšim in najmlajšim udeležencem kar 80 let razlike. Sandi Pavačič, vodja historičnega turnirja, o razlikah med navadnim in historičnim lokostrelstvom. Razlika je ta, da gremo v bistvu v zgodovino streljanja, tehniko streljanja. Se pravi, da včasih niso imeli vseh teh pripomočkov, kot jih imajo moderno lokostrelstvo, ampak so imeli navadne loke, lesene puščice in pa drugačna oblačila. Oblačila so tukaj pač, ker je historično tekmovanje, so oblačila pač zgodovinska. Ni modernih čevljev, ni ur, ni sončnih očal, ni nekih superg, pa tako. Vse mora biti usnje, lan in tako naprej. In predstavljati mora neko obdobje, kjer so madžarski lokostrelci, so vojaki, so te križarji in tako naprej. Tako da tle se vse dogaja samo daleč nazaj. Mojstrica oblačilne dediščine Andreja Stržinar je tista, ki skozi vsak kos oblačila, ki ga izdela, pripoveduje svojo zgodbo. In to v jeziku tkanine, kroja in detajlov. Šivam zelo rada, me popelje, pač misli odtavajo, ni skrbi. Ampak vseeno po drugi strani je kar naporno delo, ni samo meditacija, ni samo ročno šivanje, je raziskava, je veliko učenja in je veliko tovrstnega dela, preden se kostuma sploh lotiš, da naštudiraš kroj, da naštudiraš obdobje, da se probajo stvari, da si čim bolj avtentičen obdobju in da na koncu kostum izgleda čim bolj originalen. Mednarodni historični turnir sta organizirala Zavod za kulturo Bled in Lokostrelska družina Palček Bled. Udeleženci so poudarili, da turnir ni le preizkus natančnosti in potrpežljivosti, ampak tudi priložnost za druženje, gibanje na prostem in stik z zgodovino. Gospa Irena Pleško, ki je tekmovala s prvinskim lokom, na vprašanje, zakaj se ukvarja z lokostrelstvom, odgovarja. Zato, ker mi je enostavno zelo všeč. Fajn ljudje so tukaj, v naravi smo ogromno in lokostrelstvo je en tak šport, ki zahteva od tebe v bistvu in koncentracijo in nek notranji mir in glede na mojo službo mi tudi malo pomaga, da nekako uravnovesam vse skupaj. The benefits of archery is it's very healthy for the body and for the mind. You learn to concentrate and you learn to calm. And if you do traditional archery, you can meet a lot of lovely people from other countries. For me, it's very special because I'm devoted to the Chinese archery, and it's the one that I'm practicing and with the school from America and from Western Europe. So that's why it's special for me. I mean, and the other thing is during the periods, all the Chinese dynasty had a specific kind of bows with different shapes, different sizes, everything. So it depends what kind of army was at the time in the present. So I mean, if they need something for the horses, the bows were shorter. If they need something for the troops, like normal walking troops, they have longer bows. And then it was replaced by firearms, like always. But that's what I like the most about it.
Historično lokostrelstvo na Blejskem gradu se vse bolj uveljavlja kot prireditev, ki združuje šport, kulturo in naravo. Za obiskovalce je pa zato interesantno, ker se v bistvu vrnejo v čas historike. Lok vemo, da je star 10.000 in 20.000 let. Mi nismo omejili teh slogovnih kategorij oblačenja samo na srednji vek, ampak na historičen. Tako da vidite tudi ljudi, ki so oblečeni v kožah, ta primitivna zadeva, res primitivna, potem loki so tudi. Tako da tukaj se dejansko obiskovalec lahko majhen vrne, kaj je biti človeka oziroma človeštva, pa kako je to vse laufa, da smo danes tako, kar smo. V Zavodu za kulturo Bled smo zelo naklonjeni različnim prireditvam. Radi sodelujemo pri novih prireditvah, ki jih v Sloveniji še ni, in ena takih je tudi historični turnir, lokostrelski turnir. Zato je bila odločitev v resnici preprosta, z veseljem podpremo take prireditve. Prav tako mesec maj posvečamo srednjeveškim temam, se vrnemo nazaj v preteklost in se je v resnici odlično skladalo z našim konceptom. Prireditev navdušuje vse generacije gledalcev in udeležencev in že napoveduje svojo vrnitev prihodnje leto še v večjem in privlačnejšem obsegu.